Včeraj pa je bilo odprtje razstave fotografij leta 2020 umrlega Igorja Žužka in predstavitev brošure, ki jo je v njegov spomin pred mesecem dni izdalo Društvo Sejalec umetnosti. Odprtje sta popestrila Agata Trojar z lastnimi literarnimi deli in Lado Jakša z glasbeno-vizualnimi utrinki. Včeraj smo se v knjižnico odpravili na povabilo Kulturnega društva Sejalec umetnosti. Današnji večer je posvečen ohranitvi intelektualne dediščine slovenskega znanega dramskega in filmskega igralca Igorja Žužka, ki je bil tudi član tako Kulturnega društva Sejalec umetnosti kot tudi Združenja umetnikov Škofja Loka. Seveda, Igor je bil ena izmed prvih žrtev covida in je v novembru, komaj 14 dni pred svojim 60. rojstnim dnevom, umrl. In na zapustil je pa čudovito intelektualno dediščino na mnogo katerih področjih umetnosti. Žužkovo življenje ni zaznamovalo samo gledališče in film, bil je bogat ljubitelj literature, prevajalec, bralec, vsekakor pa vrhunski in zares dober fotograf, ljubiteljski fotograf. Od včeraj dalje si torej lahko v knjižnici Medvode ogledate razstavo fotografij leta 2020 umrlega Škofjeločana Igorja Žužka, ki ga je večina nas poznala predvsem kot uspešnega gledališkega igralca, sprva kot ljubiteljskega igralca na Loškem odru, po študiju igralstva v Moskvi, pa tudi v profesionalnem slovenskem ljudskem gledališču Celje. Malo ljudi pa ga je imelo torej priložnost poznati tudi kot odličnega fotografa, ki prejema laskave nazive odličnosti tudi v tujini. Na ogled so fotografije, ki jih je posnel na svojih potovanjih, pa tudi v Škofji Loki in okolici. Posebno ljub motiv mu je bil gozd in sence v njem. Umrl je predlani in sicer le dobra 2 tedna pred praznovanjem 60. rojstnega dneva, za katerega je že pripravljal razstavo svojih fotografij in jih sam tudi že uokviril, ni pa jih uspel razstaviti. Odprtje razstave je pospremila tudi predstavitev brošure Obrazi Igorja Žužka, ki ga je pred dobrim mesecem dni izdalo Kulturno društvo Sejalec umetnosti skupaj z Združenjem umetnikov Škofja Loka in Celjskim gledališčem. Pravzaprav pomeni ogledalo, kakršen je Igor pravzaprav bil in pokaže še mogoče drugo plat, drugo kožo, ki smo jo občutili pa njegovi bližnji. Agata Trojar je odprtje razstave popestrila z lastnim literarnim delom. Pravzaprav je prozno besedilo, kakor nekakšno pismo je nastalo dejansko ob Igorjevem odhodu, in je pospremilo tudi nekrolog Igorja Žužka. Obe pesmi, ki sta pa dodani, sta pa zadnji, ki sva jih skupaj pripravljala za skupen projekt Dotikanja. Zbirka njenih pesmi z naslovom Dotikanja bo sicer izšla šele jeseni, že tokrat pa nam je lahko predstavila par izvodov, saj je bilo njeno oblikovanje in ilustriranje maturitetna naloga Tadeje Taje Špenko. Na včerajšnjem večeru je sodeloval tudi Lado Jakša z glasbeno-vizualnimi utrinki. Ne morete verjeti, ravno danes sem premišljevala, z Ladom Jakšem se tokrat srečujemo že 40. leto. Spoznala sva se v mojih rosnih 15, 16 najstniških letih v Radovljici, takrat, ko se je ustanavljal pravzaprav javni sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost. Takrat smo se združili iz cele Slovenije predstavniki klubskih dejavnosti in takrat sva se pravzaprav z Ladom prvič srečala in tudi prvič naredila kratek performans skupaj z mojo poezijo. Ja, jaz sem tako navdušen nad tem, kar njena poezija, kar njeni verzi, kar njene zgodbe povedo in mi predstavljajo nekakšno glasbeno partituro. Obenem pa tudi, ker to velikokrat počnem, skušam s fotografijo najti neke odseve teh vsebin in tudi tokrat je bila to pravzaprav povezava njegove fotografije in njegovih portretov
z neko glasbeno spremljavo in v nekih ritmih z neko dramaturgijo sem skušal to v eno celoto prikazati.